Ja, lučovnik tukaj. Tole gospod zamenjava vaka, lahko kar dol pripeljete. Rad hodim v službo, mislim, da je moje delo lepo, ne. Tisto, kar je meni najbolj všeč pri mojem delu, je to, da je ta, nasploh ne, v medicini po mojem to velja, da je ta neka želja biti vedno boljši, ne, pa to, da se vedno sprašuješ, je to vse, kar smo lahko naredili, a bi lahko naredili še kaj več. Jaz moram narediti še en ultrazvok. Dan, gospa. Kako ste? Ja, lučovnik pri telefonu, iz porodnišnice kličem. Imamo vseeno nosečnost, imamo otroke, imamo mame in je cilj pol to, da se nosečnost dobro konča, da imamo zdrave mame, da imamo zdrave otroke. Ja, prosim. In to je tisto, kar se meni zdi najlepši del tega poklica, ne? Ta želja, da bi bil vedno čim boljši, ne? Pa da bi mogoče bil še boljši, kot si bil do takrat. No, tako. Zdaj se ful trudimo, da bi bile porodne sobe čim bolj tako udobne, domače. Je pa sigurno najbolj važno, kakšno je osebje. Jaz sem bil pripravnik in sem veliko delal na urgencah in takrat sem enkrat bil tudi na ginekološki urgenci in je takrat Andrej Zore, on je zdaj moj kolega na kliniki, me povabil, da pridem v porodni blok, ker je bil takrat dežuren in takrat se mi je zdelo, da to bi pa lahko bilo nekaj, kar bi jaz delal in sem mu še vedno zelo hvaležen za to, da me je takrat vzel sabo, ker mu ni bilo treba še enega mladega sabo v dežurstvu imeti. Kar se mi zdi to najlepši del tega predajanja znanja v medicini. Tako da, ja, to je tisti trenutek, ki je bil po mojem odločilen. Na začetku je bil že ta sam dogodek, da se je otrok rodil, da si bil pri porodu zraven, da si sploh bil del tega zelo intimnega, ne, dogodka. Že samo po sebi neka taka izjemno lepa izkušnja. S časoma kot porodničar se pa vedno bolj začneš ukvarjati s stvarmi, ko ne grejo v redu. Mi praktično nismo nikoli več klicanih porodom, ko gre vse v redu, ampak smo samo tam, kjer so neki zapleti ali pa kjer je treba se nekaj odločiti in nekaj reševati. To vam zdaj zelo osebno povedal. Jaz mislim, da je glavna stvar to, da razumeš, da nisi ti pomemben, ampak da si ti tam zato, da boš z nekim znanjem pa z nekimi izkušnjami, ki jih imaš, po najboljših možnih močeh pomagal. Ne gre zate. To mislim, da je ta glavna stvar in če se tega zavedaš, pol je bistveno lažje in bistveno je tudi lepši pol ta poklic. To vam bomo napisali, recepte, dajte to naprej jemati, pa dajte si meriti pritiske doma. Prokalcitonin je 1,19 bil včeraj. Zelo spoštujem ljudi, recimo družinske zdravnike ali pa primarne ginekologe, ki imajo zelo široko znanje. Jaz takega znanja nimam. Smo pa nekateri zdravniki, in jaz sem med njimi, zelo ozko usmerjeni v neke zelo specifične stvari. Kako se pa vi drugače počutite? Ok, hvala ti, čau. To je to. Spoštovati to, da nekdo več ve o nečem kot ti, in se potem nekako dogovoriti, kaj bi bilo optimalno narediti. To se mi zdi nekaj, kar je meni strašno všeč. Jaz sem zelo ponosen, da lahko včasih delam v timih z ljudmi, ki so izjemni, izjemno veliko vejo, imajo izjemno veliko izkušenj. In res moram reči, da se mi včasih prav fajn zdi, da lahko jaz nekaj v tem timu tudi pripomorem. Čau, Daša, živijo. Veš kaj, eno vprašanje imamo? Sekcija bo najverjetnejše, no? Bomo videli. Meni je zelo ostalo v spominu to obdobje covida. Mi smo imeli v bistvu v delta valu zelo veliko kritično bolnih nosečnic. Takrat je bilo res zelo veliko takih primerov, ko je bilo se treba odločati, tudi včasih take težke odločitve sprejemati in se odločiti, kdaj bi bil zdaj optimalen čas otroka roditi, kljub temu, da je prezgodaj, zato ker je mama tako bolana. Tisto obdobje moram reči, da se mi je najbolj tako, da mi je najbolj ostalo v spominu, pa ga ne bi rad ponavljal.
teh lepih spominov je zelo veliko, še posebno takrat, ko si soočen z nekimi res kritičnimi situacijami, ko bi lahko šle stvari zelo, zelo narobe, pa je potem nagrada to, da je otrok zdrav, da je mama v redu. To so te glavne, najlepši spomini, ki jih pol imamo, ko veš, da si tudi ti pripomogel k temu, no, da se je stvar pol v redu iztekla. Ja. Sem naenkrat imel pol skupine samih nosečnic, ker vsi ostali inštruktori so rekli, aha, če ste noseča, pojdite k njemu. Joga lahko nosečnicam zelo veliko da, ne. Imamo pač neke telesne vaje, ne, ki ojačajo stabilizacijo, majhne nekih težav, ki so zelo pogoste v nosečnosti, bolečine v križu, bolečine v medeničnem obroču in pa vedno bolj ugotavljajo, da so koristne tudi za plod, kako potem plod raste in se razvija v maternici. Če je le možno, vsak dan poskusim vsaj na kratko narediti nekaj vaj, nekaj tehnik sproščanja. Trenutno joga pomeni nek tak, kaj ne rečem, princip malo uravnoteženja. Mislim, da živimo v enem svetu, kjer je zelo veliko tekmovanja, tudi nepotrebne agresije. In joga je en prostor, kjer tega ni. Če pogledate že samo v naše kraje, pred 100 let je bila maternalna umrljivost, smrti nosečnic tako velika, da si mi danes tega sploh ne moremo predstavljati, ne. To bi pomenilo, da bi v Sloveniji, ne vem, par 100 nosečnic na leto umrlo. To je nezamisljivo danes, ne. In zelo velik del tega je tudi to, da je pač medicina napredovala in da je nosečnost in porod, da sta postala tako zelo varna. Mislim, jaz osebno ne rabim, da se mi ljudje zahvaljujejo, ampak največja zahvala je to, da vidiš, da je v resnici ona v redu, da gre domov, da bo v redu, da ima otroka, za katerega lahko res optimistično zarešil njegovo prihodnost, pa včasih bila situacija v nosečnosti taka, da bi se lahko končala tudi zelo tragično, ne. In to se mi zdi, da so za nas najbolj pomembne stvari.